sodobni, bolj razviti svet, vse tako kaže poročilo, vedno bolj zapada stiska različnih intenzitet in različnih vzrokov. Posamezna zdravniška združenja in tudi Svetovna zdravstvena organizacija nenehno opozarja na te pojave, ki pa dobivajo vedno večje razsežnosti in pa oblike. Prizadeti vseh starosti in poklicev in družbenih skupin iščejo pomoč pri strokovnjakih, s čigar pomočjo razrešujejo osebne stiske z željo ponovnega vključevanja v širšo družbeno skupnost. Tomaž Flajs, vi ste kot psihoterapevt eden tistih strokovnjakov, v katerim se ljudje obračajo po pomoč. Najprej samo vprašanje, ali držijo po vašem trendi povečevanja osebnostnih stisk v zahodnem svetu bolj? Ja, vsekakor. Recimo se spomnim, ne vem, par tednov nazaj na Dnevniku so povedali, da vsak 5. delavec je že na antidepresivih in statistični podatki kažejo, da so v porastu anksiozne, depresivne motnje, stresne motnje, kar mislim, da ne moramo izvesti samo na individualne probleme posameznikov, ampak kažejo, da nekaj s širšim družbenim okvirom nekaj naštima. Kako pa bi vi definirali duševno stanje? Zdravje? Zdravje, pardon, se opravičujem, ja. Ja. Vsekakor ne zgolj kot odsotnost simptomov duševnih motenj, ampak kot kvaliteto življenja, kjer po mojem mnenju temeljno vlogo igrajo medosebni odnosi, se pravi, zdrav človek je tisti, ki se je sposoben pristno povezovati z drugimi ljudmi, predvsem bližnjimi, kar daje nek temeljni občutek stabilnosti v življenju. Pa razumem tudi kot neko nenehno osebno rast, se pravi udejanjanje, razvijanje svojih potencialov na različnih področjih življenja, kar daje tudi nek občutek zadovoljstva. In kar želim še posebej poudariti, da to ni zgolj funkcionalna prilagojenost na razmere v okolju, ampak zame vključuje tudi sposobnost biti zdravo nezadovoljen, se pravi, da se zavedam, da sem aktiven akter v svetu, v katerem živim, da ga soustvarjam, ne pa, da sem sam nekdo, ki pasivno sprejema to, kar se mu dogaja. Se pravi, da opaziš tudi napake in govoriš o njih in ja, seveda. Kritično presojaš, ne? No, če je včasih o obisku terapevta, psihiatra, psihologa bolj govorilo potihem, to se je bolj zapiralo recimo v krog družine, je danes vse nekaterih okoljih v bistvu stvar prestiža imeti svojega terapevta. Je ta stigma recimo pri nas že izvenila? Mislim, da ne povsem. Spomnim se, ko sem se začel ukvarjati s področjem psihoterapije pred 22 leti, je ta stigma bila vsekakor večja. Se pravi, če si šel k psihoterapevtu, to pomenilo, da je nekaj hudo narobe s tabo, da si nor. Ne? Mislim, da še zmeraj pa obstajajo razlike, gre za ruralno okolje ali urbano okolje, gre za višje, nižje sloje po izobrazbi. Žal mislim, da je še zmeraj ta stigma preveč prisotna, da se o tem premalo pogovarjamo, še posebej, ker smo vsi izpostavljeni potencialno temu, da doživimo duševno motnjo. Vi ste tudi predsednik Slovenske krovne zveze oziroma združenja, ne? Psihoterapevtov. Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Ja, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, ja. Kjer ste tudi pred nedavnim obeležili že 20. obletnico obstoja. Tako je. Se mi zdi kar zavedljiva leta za strokovno združenje, ne? V minulih desetletjih pred lastno državo ste najbrž delovali bolj v okviru drugih asociacij, ne? Kako je nastala potreba po krovni zvezi za psihoterapijo in kakšne prednosti to prinaša, bodi si strokovne, organizacijske in pa še kakšne druge? V zvezi s samim nastankom krovne zveze, recimo, mogoče je fajn poudariti, da letos slovenska psihoterapija obeležuje tudi simbolno 50. obletnico nastanka. To je bilo takrat v zdravniškem društvu, kjer je bila ustanovljena psihoterapevtska sekcija, vendar so tam se v glavnem povezovali psihoanalitiki. Tam v 70. letih, predvsem proti koncu 70. let, pa so v Slovenijo prihajale tudi druge psihoterapevtske usmeritve, recimo humanistične smeri psihoterapije in tako naprej.
In to je najprej delovalo na pogon entuzijazma. To so posamezniki, ki so to prinesli v Slovenijo, so to širili. S časoma pa so se vedno bolj začela strukturirati izobraževanja, spostavila vedno bolj resna izobraževanja za psihoterapijo. In tukaj so se seveda pojavile potrebe po nekih kredibilnih standardih, izobraževalnih, etičnih, strokovnih. Pomembno za nastanek Slovenske krovne zveze je najprej Strasbourška deklaracija o psihoterapiji iz leta 90 in nastanek Evropske krovne zveze za psihoterapijo leta 91, ki je povezovala tudi različne evropska združenja posameznih terapevtskih smeri, kamor so se začeli vključevati tudi predstavniki teh smeri v Sloveniji. Ampak časoma se je pojavila ta potreba, da se nekako povežemo med sabo tudi na slovenski ravni po vzoru Evropske zveze za psihoterapijo. In mislim, da predvsem to razvoj nekih standardov, ki bi dvigali kvaliteto psihoterapije in omogočila njen razvoj, je bila tista glavna pobuda. Konec 90-ih let so tudi prvi psihoterapevti v Sloveniji pridobili evropsko diplomo za psihoterapijo, kasneje je Slovenska krovna zveza začela podeljevati slovensko diplomo za psihoterapijo. In v zadnjem času recimo pa se vedno bolj govori tudi o potrebi po raziskovanju na področju psihoterapije. In recimo v Slovenski krovni zvezi smo ustanovili delovno skupino za raziskovanje in mislim, da je neko raziskavo dosti lažje izpeljemo, če smo povezani, kakor v okviru posamezne modalitete. Lansko leto smo obeležili tudi desetletnico obstoja revije Slovenske revije za psihoterapijo Kairos, ki mislim, da je tudi pomembna za razvoj psihoterapije v Sloveniji in tega vsekakor ne bi mogli doseči, če bi bili nepovezani. Predno pa midva drobneje spregovoriva o psihoterapiji sami kot taki, pa bi želela, da pojasnite poklice, kot so psihiater, psiholog, psihoterapevt, psihoanalitik. Se mi zdi, da ljudje še vedno to mešajo, niti ne ločijo med njimi in tako. To včasih tudi prevajalci filmov ne ločijo, ko recimo Shrink prevedajo psihiater, pa bi bila bolj ustrezen prevod psihoterapevt. Zdaj, psihiater je nekdo, ki je v okviru medicine specializiral psihiatrijo in se je usposobil za medikamentozno obravnavo psihičnih težav in na osnovi psihiatrične diagnoze, se pravi, psihiater predpisuje zdravila. Klinični psiholog je nekdo, ki je po končanem študiju psihologije specializiral klinično psihologijo in se je usposobil za klinično psihološko diagnosticiranje. Oba, tako kot psihiater, kot tudi klinični psiholog, lahko opravljata tudi klinično psihološko svetovanje ali pa psihiatrično svetovanje. Zdaj pa, če želita biti psihoterapevta, pa potrebujeta še dodatno izobraževanje v enem od priznanih psihoterapevtskih pristopov. Vendar je psihoterapija področje, ki je neodvisno in samostojno, sprav neodvisno tako od psihologije kot od psihiatrije, je samostojen neodvisen poklic, samostojna neodvisna znanost, ki ima svojo specifiko izobraževanja in recimo jaz nisem niti psiholog, niti psihiater, sem profesor francoščine in angleščine in sem kot takšen vstopil v to izobraževanje. Psihoterapevt, lahko bi rekli, da je psihoterapija zdravljenje z besedami. Se pravi, psihoterapevt uporablja določene metode, tehnike psihoterapevtske, v okviru katerih pa je najbolj pomemben in tudi raziskave pokazujejo odnos, ki ga vzpostavi s svojim klientom ali pacientom. In tisto, kar je pomembno v procesu izobraževanja za psihoterapevta, je, da je v izobraževanje vključena tudi lastna izkušnja psihoterapije. Se pravi, da psihoterapevt na svoji koži doživi to, kar doživljajo njegovi klienti
in seveda tudi, da dela na sebi, da prepoznava lahko svoj lasten proces, ko dela s klientom, da ne zamenjuje svojih vsebin s klientovimi vsebinami. Tako da tukaj so razlike. Zanimivo, ne? Rekli ste, da ste francist in anglist, ne? Kaj pa je vas odneslo v psihoterapijo? Ja, jaz v bistvu nikoli nisem poučeval jezikov. Šele ko sem študiral, sem ugotovil, da me zanimajo ljudje. Ne? Zato sem tudi verjetno najprej želel biti učitelj. Potem sem se začel zanimati za duhovnost in sem en čas se ukvarjal z meditacijo, tudi poučeval meditacijo. Potem pa sem ugotovil, da k meni prihajajo ljudje s težavami, ki jim enostavno nisem kos, da meditacija ne more biti odgovor na vsa vprašanja. In sem začel iskati, kako bi svoje znanje dopolnil, poglobil. In ko sem vstopil v izobraževanje za gestalt terapeuta, sem najprej ugotovil, da jaz to rabim. In potem sem seveda čist se preusmeril. Ja, kot pravite, ste se educirali za gestalt terapijo, a ne? Ja. Koliko pa je ta pristop pri nas uveljavljen in koliko se recimo razlikuje od drugih pristopov ali pa metod? Mislim, da je k njegovemu uveljavljanju veliko prispeval žal že pokojni Bogdan Žorž, ki je zelo uspešno apliciral načela gestalt terapije na delo z mladostniki in otroki. Tisto, kar obžalujem, da v Sloveniji še nimamo veliko prevedene gestalt terapevtske literature, kar je vsekakor manjko. S tem, da zdaj v okviru našega društva prevajamo temeljno delo gestalt terapije, Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality. Upam, da bo to pripomoglo k nadaljnjemu uveljavljanju. Drugače pa obstajata dva inštituta v Sloveniji, ki izobražujeta za gestalt terapijo in vsaj po mojih izkušnjah se ljudje dosti obračajo in iščejo tudi to obliko terapije. Zdaj, kako se razlikuje... Mislite potencialni uporabniki? Potencialni uporabniki, ja. Mislim, na dobrem glasu, no. Imamo pa še marsikaj za narediti. Ja, kateri pa so še drugi pristopi, recimo, vključeni recimo v to psihoterapevtsko delo, ne? In da so nekako uveljavi pri nas? V Slovenski krovni zvezi je 10 društev. Vsako društvo predstavlja eno od teh usmeritev. Poleg gestalt terapije je recimo realitetna terapija, psihoanaliza, sistemska psihoterapija, transakcijska analiza, transpersonalna psihoterapija in druge, se pravi, kar veliko teh šol. Ja. Kako pa poteka šolanje psihoterapeuta? Nasploh, ne? Ali se zelo razlikuje od... Zdaj, v Slovenski krovni zvezi sledimo standardom Evropske krovne zveze za psihoterapijo, ampak mislim, da ne glede na to, šolanje za psihoterapeuta temelji na 3 stebrih izobraževanja. Eno je spoznavanje teorije, drugo je lastna psihoterapevtska izkušnja, spravi lastne terapije, tretji steber je pa delo s klienti pod supervizijo. Zdaj, če opišem recimo, kako na našem inštitutu poteka, da bo bolj konkretno. Mi imamo izobraževanje razdeljeno na 4 letnike. V okviru teh letnikov je 8 dvodnevnih delavnic in 1 5-dnevna bivalna delavnica in te delavnice so kombinacija sinteze izkustvenega dela in spoznavanja teorije. Se pravi, ves čas je pomembno povezovanje obojega. Ob samem vstopu v izobraževanje se morajo edukanti vključiti v lastno terapijo in tokom enega letnika napisati 3 eseje, kjer pokažejo, da razvijajo neko bolj poglobljeno razumevanje teorije, vendar v navezavi z izkušnjo. Poleg tega se enkrat mesečno srečujejo v vrstniških skupinah, kjer drug drugemu dajo podporo, skupaj debatirajo o prebrani literaturi ali pa če kdo v stiski mu pomagajo. Se pravi,
nekje v 3. letniku, ampak šele ko mi presodimo, da je nekdo dozorel za to, damo privoljenje za prakso pod supervizijo in od takrat ljudje začnejo delati s klienti, kar je pa glavni način usposabljanja po zaključenem 4. letniku. In ko presodimo, da so zreli za zaključni izpit, se lahko vpišejo na zaključni izpit, kjer imajo pa teoretični del, spravi napišejo študijo primera in če je to ocenjeno kot pozitivno, ustrezno, grejo na ustni del izpita, kjer pa prinesejo posnetek dela z 2 klientoma in se morajo pokazati sposobnost, da se lahko pogovarjajo o tem, kar delajo z izpitno komisijo in tudi tam se preverja njihovo razumevanje same teorije in tudi tega, kako so sposobni aplicirati na prakso. Prej ste povedali, da je kar nekaj pristopov, recimo pri nas, teh psihoterapevtskih. Me zanima, a obstaja med psihoterapeuti recimo kakšno rivalstvo ali pa skepsa enega do drugega pristopa? Žal, to obstaja, ja. Ampak mislim, da je bolj poudarjeno v začetnih fazah profesionalnega razvoja. Mislim, da je to nekako tudi razumljivo. Sprav nekdo, ki se vključi v izobraževanje v okviru neke terapevtske šole, skoraj mora verjeti, da je njegova najboljša, ker je to zahteven proces, tako da mora verjeti v to. Ampak dlje časa, kot to počneš in bolj, ko se pogovarjaš s kolegi z drugih usmeritev, bolj prepoznavamo, da v bistvu prav nekih hudih, velikih razlik med nami pa tudi ni, tako da bi se morali tako ločevati in konec koncev je težnja v sodobnem času po integriranju različnih spoznanj, metodologij v psihoterapiji, se pravi, da se posamezni pristopi tudi medsebojno oplajajo. V kakšnih primerih pa je gestalt terapija recimo primerna ali pa tudi me zanima, lahko tudi škodi? Škodi predvsem, če je terapevt neustrezno usposobljen ali pa če prakse ne izvaja na etičen način. Recimo, če ni sposoben prepoznati trenutne omejitve svoje usposobljenosti. Drugač pa je možnost aplikacije gestalt terapije zelo široka v nasprotju z nekimi ustaljenimi predstavami. Recimo, leta 2013 je šla zelo pomembna knjiga o gestalt terapiji, Gestalt Therapy in Clinical Practice, kjer so posamezna poglavja povezana ravno z aplikacijo gestalt terapije na posamezne težave in duševne motnje, ki je bila tudi zelo pozitivno ocenjena v pomembnih strokovnih revijah. Recimo, en čas je prevladovalo prepričanje, da gestalt terapija sploh ni za obravnavo psihoz, kar pa so nekateri gestalt terapevti nekako negirali s svojim teoretskim razmislekom in svojo prakso. Tukaj lahko omenim Toda Burleya iz Združenih držav Amerike, žal že pokojnega, pa Margarito Spanjolo-Lob iz Italije. Je pa pomembno, da ima terapevt dovolj izkušenj in da je zares usposobljen tudi za tako delo. Se pravi, ne more vsak gestalt terapevt tega delati. Mislim pa, da je ta predstava o omejenih okvirih aplikacije gestalt terapije izhaja malo iz identifikacije gestalt terapije s slogom, ki ga je v 60-ih letih razvil Fritz Perls, ki je bil zelo konfrontativen in je deloval. On je takrat prenehal s terapevtsko prakso in je v bistvu sam še izobraževal v okviru 2-3-dnevnih delavnic, kjer je sicer zelo hitro lahko dosegel dramatične učinke, ampak z ljudmi, ki so bili relativno strukturirani, in je tudi zanikal, da gestalt terapija bi imela nek resen teoretski temelj. V bistvu se je odpovedal tej knjigi, ki smo rekel, da jo prevajamo. In je malo škode naredil s tam. Ob prebiranju vaših člankov sem pa zasledila trditev, da ima psihoterapija tudi estetsko dimenzijo.
kjer pravite, da vsaj tista, ki je osnovana na fenomenološki naravnanosti, to je nekoliko, mislim, nenavadno zveni, ne? Ta estetika v psihoterapiji. Ja, zdaj je odvisno, kako razumemo sam pojem estetike, ne. Grška beseda estetikos pomeni zaznava s čutili. V filozofijo je kot samostojno disciplino uvedel Baumgarten, mislim, da v 18. stoletju, ki je vzpostavil kot vedo o čutnem spoznanju. Laura Perez je rekla, da so v bistvu temeljni koncepti gestalt terapije pravzaprav estetski koncepti, ampak v tem smislu, s tem, da bi samočutno zaznavanje razširil na sploh pojem doživljanja, neposrednega doživljanja, kar je tudi temeljni fokus v gestalt terapiji, klientovo neposredno doživljanje in njegova samoregulacija. Se pravi, ne izhajamo iz tega, da jaz kot terapevt, zdaj pač govorimo o gestalt terapiji, ne moram širše. Se ne postavljam v vlogo tistega, ki več ve, bolj pozna klientove težave kot on sam, ker je unikatno bitje, neponovljivo. In predvsem spodbujamo preko njegovega neposrednega doživljanja, njegovo lastno zavedanje, preko katerih lahko pride do nekih svojih lastnih izbir v življenju in si on sam oblikuje tudi neke norme zdravja, če hočete. Recimo, če pa se izrazim malo bolj poetično, Isador Fromm, eden od pomembnih gestalt terapevtov, je rekel, da je cilj gestalt terapije, da klientu pomagamo, da njegovo govorjenje spremeni v svojo poezijo in svoje gibanje v svoj ples. Se pravi, da najde svoj lasten, avtentični izraz svoje lastne individualnosti in da on oblikuje svoje življenje kot umetnik lastnega življenja, kar je tudi en od pomenov besede gestalt, oblika. Se pravi, gestalt terapija je terapija dejanja oblike svoje lastne eksistenci, ampak iz sebe, iz svojega lastnega doživljanja. In eden od mojih učiteljev, Michael Vincent Miller, je rekel, da je pravzaprav gestalt terapevt v podobni poziciji do klienta, kot je umetnostni kritik do umetnika. In on je rekel, da je recimo nevroza je slaba umetnost. Pomeni, da mehansko ponavljam neke vzorce, ne glede na dejansko situacijo, podobno kot nek slab umetnik. Ko vidiš eno njegovo sliko, si videl vse druge njegove slike. In da je pravzaprav gestalt terapevt pomaga klientu, da spet sprosti ta svoj kreativni potencial, da se lahko kreativno vedno znova prilagaja na vsakokratne razmere v svojem življenju kot umetnik svojega življenja. Karkoli že to pomeni, ne? Ja. No, v gestalt terapiji govorimo o estetskih kriterijih zdravja, ne? Ki definira neka globina, intenzivnost, jasnost, ekonomičnost, gracilnost doživljanja klienta. In tudi temeljno orodje gestalt terapevta je njegov lastni občutek. Spravi, občutek je tista prva informacija, kjer klient ustvarja slabo umetnost, kjer se pojavi kot nek občutek monotonije, dolg časa ali pa zgubimo pozornost, tako da. No, v svoji psihoterapevtski praksi ste odpirali tudi vprašanja mesta in vloge moškega v družbenem in v kulturnem kontekstu. Potem ste napisali tudi kar nekaj člankov, pa se mi zdi, da boste morali tej temi kot psihoterapevt vedno bolj posvečati pozornost tudi v prihodnje. Malo ali skoraj nič se pri nas ne govori o tem, mislim, za naš slovenski prostor, kaj pomeni biti moški. V razpravi s tem naslovom se sprašujete, kako opredeliti spol kot biološko danost in kot družbeno-kulturni kontekst, konstrukt. Kakšna opažanja so bila podlaga za ta vaš razmislek in pa to analizo? Opažanja na lastni koži, nek občutek zmede, bolečine, osamljenosti, da nekaj manjka, ne?
ki ga seveda najprej nisem znal povezati s tem, da je to povezano tudi s tem mojo vzgojo mene kot moškega in s tem, da sem moral neke vitalne dele sebe odrezati. Se pa zelo dobro spomnim, kdaj se je zgodil ta nekak preobrat, ravno ko sem bil na eni od teh izobraževalnih delavnic. Michael Vincent Miller je delal z mano in ravno dotaknila sva se tega občutka bolečine v odnosu do žensk in takrat mi je rekel, evo, to je pa zdaj začetek nečesa novega, ti boš pa zdaj malo delal verjetno tudi v smeri čustvene emancipacije moških, kar se mi je najprej zdelo hecno, pa mi je priporočil zelo zanimivo knjigo, Terence Real, I don't want to talk about it, to je s podnaslovom Prikrita depresija pri moških in ko sem bral to knjigo, sem videl, ja, to pa res pomembno področje, ne samo zame osebno, ampak tudi širše socialno, da v bistvu nisem edini moški, ki kaj takega doživlja. Zanimivo, ne, da ob tem v bistvu imenitno analizirate vzroke in seveda tudi posledice patriarhalnega represivnega vzorca socializacije, ki oblikuje tako imenovanega vsemogočnega moškega, ne? Za razliko od socializacijskega vzorca, ki se prakticira pri deklicah. Ne? Lahko kaj poveste o tem? Ja, v članku sem tudi govoril recimo o ritualih prehoda pri tako imenovanih primitivnih ljudstvih. Ko sem bral avtobiografijo Nelsona Mandele, sem naletel na en tak opis rituala obrezovanja, ki je zelo boleč in opisuje, kako v tistem momentu, ko je ta starešina zarezal, kako je začutil bolečino, istočasno se je moral zaupiti Indi in Doda, jaz sem moški, in kako je obenem čutil sram, kot češ, da noben drug tega ni občutil, razen on, ne? Istočasno pa je začel razvijati to formo moškega, kakor se pričakuje v njegovem plemenu. Seveda na Zahodu nimamo vse več teh praks, ampak še vedno se mi zdi, da se moškega vzgaja, ali pa se je vzgajalo preko povzročanja neke čustvene bolečine, recimo zasramovanja, če fantek joče ali pa je prestrašen, kako pa se zdaj vedeš, ali si zdaj ti dec, ali si baba. Še vedno obstajajo neki rituali, se pravi, neki dogodki, ki se iz dneva v dan ponavljajo in mogoče navzven niti niso tako zelo opazni, ampak kapljajo. Temu je recimo Richard Erskine, to je Richard Erskine poimenoval kumulativna travma, se pravi, neki dogodki, ki se počasi nabirajo in pa pride do te spremembe. Potem ta percepcija oziroma ta vzgojni vzorc, ne, tega vsemogočnosti, kot pravite, ki počasi kaplja na možgane, ne. Vi pravite, da to povzroča kar velik stres pri moških, ki je seveda potem na nek način se manifestira v različnih oblikah. Ja, spravi, kot moški moram biti močen, ne. Zdaj, ena od možnih razumevanj stresa, ne. Stres razumem kot uravnoteženje te tehtnice, na eni strani zahtev, na drugi strani sposobnosti, da sem kos zahtevam, izzivom življenja. In en pomemben del tega dela tehtnice sposobnosti je, da tudi poiščem pomoč, ko jo potrebujem. Se pravi, da ni potrebno, da vse zmorem sam. In če delam sam nekaj, kjer bi pravzaprav potreboval pomoč, je to že stres. In mislim, da Gordon Wheeler zelo lepo opisuje, kako moški pol živimo od grožnje enega poraza do grožnje naslednjega poraza. Se pravi, rešiš situacijo, ampak moraš že biti pripravljen, da ti naslednjič ne bo spodletelo in to je seveda nek konstanten občutek napetosti in mislim, da ni čudno, če moški živimo manj časa kot ženske. Zdaj, kaj me zanima, so socializacijski vzorci še vedno prisotni recimo v naši kulturi, pri teh mlajših generacijah staršev, ne? Ali so se ti prijemi nekoliko spremenili?
Čeprav v bistvu vemo, da se vzorci vzgoje in nege otrok zelo počasi spreminjajo, to so zelo trdovratni. Ne? O tem veliko povedo tudi študije antropologov in pa sociologov. Kaj pa vi kot terapevt opažate? Živimo v zelo zmedenih časih, kjer se mešajo tokovi starega z nekimi novimi idejami, kako naj bi otroke vzgajali. In seveda, če smo odrasli zmedeni, to zmedo prenašamo tudi na otroke. In opažam lahko, ne samo, recimo, ko mi klienti pripovedujejo svoje zgodbe, ampak v različnih življenjskih situacijah, ko se fantka še zmeraj kara, par let nazaj, ko sem bil na drsališču, ko je jokal ob ogradi, pa moja mama rekla, ja, kaj se pa smeraš kot ena baba. Ne? Mislim, da je to še vedno ta tendenca prisotna, po drugi strani pa nek nasprotna tendenca oziroma strah, da je otroke ne bi preveč frustrirali, da ne bi doživljali travm, pa starši postanejo malo preveč previdni in hočejo otroke preveč zaščititi, kar pa seveda spet ni dobro, ker ljudje se razvijamo na ta način, da se soočamo tudi z nekimi izzivi, tudi z bolečino in tako naprej. O tem je tudi recimo Bogdan Žorž veliko pisal, ko je govoril o razvajenosti. Ne? In je pravzaprav rekel, da starši se bojijo, da bi otrok doživljal isto, kar so oni v svojem otroštvu in pri tem pozabijo, da to ni ista oseba in da ne doživlja tisto, kar so oni doživljali in pa preveč zavijajo v vato. In mislim, da je tako eno čudno prepletanje obojega. Poleg tega pa veliko staršev žal zaradi zahtev življenja, zaradi ritma, tudi nima dosti časa za otroke, ne? Pa ta razvoj digitalnih medijev in mislim, da je tudi vpliv okolja mogoče večji, kot je bil včasih, tega širšega okolja, v smislu nekih vrednot, življenjskih vzorcev in otroci so po drugi strani pogosto lahko tudi preveč prepuščeni sami sebi. No in v kontekstu tega ukvarjanja z moško populacijo analizirate neko potrebo po čustveni ekspresiji pri moškem, ne? In razmišljali ste, ali pa morda še razmišljate o oblikovanju moških skupin v procesu terapije, ki ste jih menda srečevali tudi kot prakso v Združenih državah, ne? Ste to misel vi že opustili ali jo še gojite? Bolj sem bral, kakor da bi to dejansko izkusil na svoji koži. Takrat, ko sem napisal ta svoj članek leta 2004, sem bil poln enega zagona, da bi ustanovil eno tako moško skupino, sem že imel stvari kar dosti domišljanje, ampak to, kar se je zgodilo, recimo, je, da sem dobil več moških v individualno terapijo kot prej. To je tudi ena stvar, ki se je spremenila, mimogrede v psihoterapiji. Ko sem začel delati, je bilo dosti več žensk, ki je iskalo to pomoč. Zdaj pa mislim, da je nekje pol skoraj. In mislim, da mora čas še dozoreti, ker mislim, da se moški še vedno nismo pripravljeni v nekem širšem krogu bolj odpirati drugemu, da je tukaj še preveč sramu. Tako da sem dal v zimsko spanje to idejo, ampak zadnje čase opažam, tako kot ste tudi vi prej rekli, da je to postaja vedno bolj aktualno in kaj vem, mogoče pa bom enkrat uspel. Boste realizirali, ne? Ja. No, ob vprašanju gibanja za enakopravnost pravic spolov, to je zdaj hit v celem svetu, se je razvitem svetu, ne? Je s svojimi idejami in knjigo 12 pravil za življenje pritegnil res javnost zahodnega sveta. Ta Jordan B. Peterson, to je profesor psihologije na Univerzi v Torontu in v njej pravi, da so moški danes pod velikim pritiskom, da se feminizirajo. Zato poziva negotove moške, da se učvrstijo, ker so slabiči, biološko in kulturno inferiorni vedno bolj, ne? Meni, da smo se znašli v času psihološkega in družbenega razpada popolnega, ne? Zanimivo je, da mu nekateri analitiki očitajo, da je mizogin in predstavlja problematičen simptom sam kot tak, ne pa zdravilo časa s svojimi idejami.
Me zanima, kakšen je vaš komentar, ste kaj sledili? Same knjige nisem bral, sem ga pa sledil po YouTubeu, ki zdaj je nekakva zvezda Tako, ja. YouTubea, ampak če že to dikcijo si pogledamo, slabiči, mehkužci, to zame že spada v kontekst zasramovanja, ne? Tako da se strinjam s temi analitiki, da je bolj simptom kot pa rešitev. Je pa zanimiv govornik, zelo zanimivimi retoričnimi prijemi, bi rekel, tako da zna ljudi potegniti za sabo. Ampak ravno glede odnosov moških žensk, recimo sem gledal en njegov posnetek, kjer postavi tezo, da je cena delovne sile upadla, zato ker so se ženske začele zaposlovati, zato ker naj bi bile ženske slabši pogajalci in posledično so nastradali tudi moški. Tukaj mislim, da malo ustvarja neko sovraštvo umetno, ne? In tukaj vidim en moment mizoginije, pa tudi skoraj mi deluje kot nekako apologet neoliberalnega kapitalizma, češ problem je na strani delovne sile, ne pa na strani kapitala. Ja, se to očitajo, ja, da je apologet tega tudi. To nisem vedel, Ja. Pa tudi njegovi retorični prijemi so zelo zanimivi. Recimo reče, če bi šel na ameriške volitve, verjetno bi šel z namenom, da bi volil Hillary Clinton, pa bi se pa v zadnjem momentu premislil in bi volil Trumpa. Tisto, kar je sporočilo, jaz bi volil Trumpa, ampak hkrati to neko kao kritično distanco intelektualno hoče obdržati, tako da tudi tisti, ki bi volil Hillary Clinton, da ne bi bili proti njemu. Ali pa način, kako govori proti islamu, ne? Ja, sej nisem čisto zadost še vsega prebral, ampak dejstvo je, da je Mohamed bil bojevnik in to je jasno, da je pol islam tudi bojevniška religija. In se mi zdi, da nam tako da kot ohrani pozicijo opazovalca, hkrati pa pljune po nečem. Ja, je pa zanimivo, ne? Mislim, da vse te svoje teorije vleče z nekih mitov preteklih, ne? Ja, se po usmeritvi je Jungovc. Ja, je Jungovc, tako, ja. Ne? No, širina vašega pogleda kot gestalt terapeuta vas seveda vsekakor kvalificira v razmislek o psihoterapiji in politiki. Ne? Pravite, da politika determinira stiske, odklone, frustracije v percepciji vsakdanjosti, težave pa rešujete vi, terapeuti. Je tudi duševno zdravje soodvisno od političnega habitusa, od razmer, ki jih ustvarja politika. Ste v takih razmerah vi, psihoterapeuti, del problema ali pa del rešitve? No, to je zanimivo, da ste omenila prav gestalt terapijo, ker pogled gestalt terapije je ta, da človeka lahko razumeš samo v njegovem celovitem kontekstu. Se pravi, človek je organizem v polju, organizem okolje in ga ne moreš razumeti tako, da ga daš ven iz okolja in preučuješ, ampak znotraj tega konteksta. In eden od začetnikov gestalt terapije, Paul Goodman, je znan tudi kot politični mislec in on je postavil zelo pomembno vprašanje, a je lahko posameznik zdrav v bolni družbi, če je družba bolna. Ne? In dejstvo je, da smo ljudje vpeti v nek širši kontekst in pomemben del tega konteksta, ki ureja naše življenje, je tudi politika. In verjamem, da je ta politična dimenzija zelo pomembna. Ne? In ravno zato mislim, da če psihoterapeuti to spregledamo, lahko postanemo del problema. Prvič vidimo človeka izoliranega iz njegovega konteksta in ne moramo pa zares razumeti, kaj nam pravzaprav prinaša. Vsak posameznik, ki pride v terapijo, pravzaprav ne pride sam, pa nese sabo in družino in širšo družbo. In politiko kot tako. In politiko kot tako, oziroma učinke politike. Tako da v tem primeru sigurno lahko postanemo del problema. Kar mi je recimo zelo všeč pri gestalt terapiji, je, da govorimo o kreativnem prilagajanju. Se pravi, ni to terapija, ki bi posameznika usmerjala zgolj neki
funkcionalni prilagoditvi v danem okviru življenja, ampak je zelo poudarjena ta zavest, da smo mi ko-kreatorji svojih življenjskih okoliščin in prav ta pojem odgovornosti je zelo pomemben. Končni cilj gestalt terapije je pravzaprav, da posamezniku pomaga, da postane polno odgovoren za svoje življenje. In recimo Hannah Arendt kot ena od pomembnih političnih mislecev 20. stoletja je rekla, da pravzaprav politika ni zgolj neka akumulacija moči in specialno področje delovanja politikov in političnih strank, ampak da je to pravzaprav prizadevanje za neko ohranjanje pluralnosti družbe, ki temelji na osebni odgovornosti in sposobnosti mišljenja in delovanja posameznikov. Zato sem tudi na začetku poudaril, da zame del duševnega zdravja je tudi sposobnost, da sem zdravo nezadovoljen in da ne sam pristajam na neke dane okvire. Poglejte, v zadnjih letih se je v naših razmerah pospešeno odpiral govor o narcisizmu. S spremembo družbeno-ekonomskega sistema so se narcisi umestili na vse položaje, od politike, gospodarstva, šolstva, kulture in tako naprej. Legitimiteto, tako analitike, so našli v neoliberalni doktrini, ki favorizira samo uspeh, moč, iznajdljivost, brezobzirnost. Narcisizem pa ni seveda kvalificiran kot motnja, povezana s širšim družbenim kontekstom, o čemer tudi strokovnjaki vi premalo govorite javno. Se absolutno strinjam. Ampak zanimivo je, da je že tam koncem 70-ih let v Ameriki šla ta knjiga Christopherja Lasha Kultura narcisizma, kjer je ravno umestil problem narcisizma v nek širši družbeni kontekst. In če danes beremo to knjigo, res sem se čudil, koliko je aktualna. In ena stvar, recimo, ki me je zelo ostala kot misel iz te knjige, je, da je v neki narcisistični kulturi bolj pomembno, kak videz ustvariš, kako znaš fascinirati druge, ne pa toliko, kaj v resnici znaš in veljaš. In danes dejansko to velja. Tisti, ki se zna postaviti in narediti vtis na druge, bo dosti bolj uspešen kot nekdo, ki pa je dejansko sposoben in bi imel kaj dati. Ta narcisistični vzorec, recimo, jaz prepoznavam tudi v teh lajkih na Facebooku ali na YouTubu, ker zame temeljna dinamika narcisizma je, ali sem jaz fantastičen, super, krasen, ali pa nisem nič. Nič vmes ne obstaja. Tisto vmes kot nekaj navadnega, vsakdanjega je nesprejemljivo. In like je ravno to, ali sem to, ali pa sem to. In to je zame eden od simptomov, recimo, kjer se kaže narcisizem, čeprav zdaj so uvedli emoje, kot neke vmesne stopnje. Se pa spomnim, mislim, da je bilo konec 90-ih let, ko sem imel neko predavanje v enem mestu in sem prespal v dijaškem domu in me je en otrok, ki mislim, da ni bil ravno iz tako situirane družine, me vprašal, če sem lastnik tovarne Toper. Sem rekel, zakaj pa to sprašuješ? Je, ker nosiš trenirko Toper, kot češka kola, zdaj lahko nosiš eno tako znamko. In tam sem že videl te prve zametke. Vi ste omenila pa tudi to brezobzirnost, tekmovalnost, kar sigurno je ena komponenta narcisizma, ker res svet je samo moj odsev, ta pomanjkanje empatije. In žal drži, da so danes bolj uspešni taki ljudje, kot pa... Pa se znajde narcis tudi pri vas? Ja, bolj v blagih oblikah, ampak ja. V zadnjem času se ukvarjate tudi s sramom, ki ga opredeljujete na stičišču med intimo in družbo. Pri tem pravite, da je zasramovanje socializacijska metoda, da se začne človek vesti na družbeno sprejemljiv način. In kot takega ga lahko kvalificiramo kot mehanizem družbene kontrole, sram namreč.
To pravite, da utegne biti zelo problematično, zlasti zato, ker opažamo tak tip obnašanja med mlado generacijo. O tem se nekaj sicer že tako obrobno govorili, pa me vseeno zanima, kako to razložite, zlasti glede mladih. Pravzaprav sem se z mladimi še najmanj ukvarjal. Bolj sem se ukvarjal z sramom v navezavi z spolno identiteto, s temi stereotipi. Tako da ne vem, če bi imel prav kaj dosti povedati za to, ampak recimo ta primer, ki sem ga prej povedal, ne, kako znamko nosiš, kako se oblačaš, kak mobilni telefon imaš, ne, je nekaj, na kar so mladi zelo občutljivi, se primerjajo med sabo in če nekdo si ne zmore tega privoščiti, sigurno doživlja tudi neke občutke neustreznosti in sramu. In mislim, da je to odraz neke potrošniške kulture, kjer se spodbuja potrošnja in so mladi pravzaprav najboljša ciljna populacija za to, ki pa v nadaljevanju izvaja pritiske na starše. Tako da vidimo v nekem širšem tudi družbeno-ekonomskem kontekstu to. Še tole me zanima, psihoterapija pri nas ne sodi v okvir zdravstvenega zavarovanja, ne? Se pravi, da pacient k vam ne more z napotnico, ne? Pripravljate zdaj zakon o psihoterapiji, a boste tudi poskušali urediti te stvari v zvezi z zakonom? Ali gre za kaj drugega, recimo v zakonu samem? Jaz predvidevam, tako kot so zdaj te dispozicije, da bo šlo bolj v to smer, da se bo delila na psihoterapijo v okviru zdravstva in psihoterapijo zunaj zdravstva. Tako da ne verjamem, da tudi ko bo zakon, da bodo lahko ljudje k meni, ko bom zunaj zdravstva, prihajali z napotnico. Ste daleč z zakonom? S pripravo? Ja, Ali so težave? Tako kot pri vseh drugih stvarih, ne? Ja, seveda, ampak po resoluciji nacionalnega programa duševnega zdravja naj bi bil zakon implementiran že leta 2020, ne? Tako da iz naših ust v božja ušesa.